Zaradi slabe regulative veliko čistil še vedno vsebuje dokazano kancerogene snovi, kot so formaldehid, metilenklorid, nitrobenzen in drugo. Mnogi tovrstni izdelki vsebujejo tudi motilce hormonov, lahko povzročajo astmo, odpoved ledvic, alergije, možganske poškodbe, vnetja ter druge bolezni. Več kot bomo vedeli o kemikalijah v preparatih, kje se nahajajo in kako delujejo, lažje se bomo varovali pred njihovimi škodljivimi učinki. Prvi korak do čistejšega doma je vsakodnevno zračenje. Prostor, ki smo ga pravkar obnovili ali vanj postavili nov kos pohištva, aparat ali novo preprogo, zahteva včasih tudi večdnevno zračenje. Ne kupujmo izdelkov, ki vsebujejo zdravju nevarne ali domnevno nevarne kemikalije, oziroma jih uporabljamo čim manj. S pogostim čiščenjem in mehanskimi učinki lahko pomembno zmanjšamo uporabo agresivnih sredstev. Izdelajmo si domača čistila. Včasih so uporabljali kis, limono, sol, sodo bikarbona. Vse lahko naredite s tem. In res, recimo, če vodni kamen, zdaj vam promovirajo ne vem kakšna sredstva, špricnete, pa pustite, pa tako. Vzamete, ko žamete eno limono, pa si naredite limonado, potem pa še malo po tisti pipi vodni ali po posodi, ker se vam je malo kamna nabralo, samo malo namažite, pa čez naslednjo uro, dve, ko pridete zraven, boste vedeli, da se vas kamen odloščijo. Da ne rabite zaradi tega posipati neko hudo kemijo. Tudi vse to, ker nočemo, da bi se kakšni gljivice razvijale ali plesni, zato malo vode pa kisa zadostuje. S tem so vedno prali in stvar funkcionira tudi naprej. Za šipe enako, par kapic alkohola, pa bo vse lepo spucano. Dejansko mi kupujemo zelo veliko vode z sila preprostimi zadevami in plačujemo lepe, močne barve in embalažo. Tako da se. Ne bo nič slabše izgledalo. Ko prinesemo oblačila iz kemične čistilnice, jih vsaj 12 ur pustimo viseti zunaj na svežem zraku, da jih temeljito prezračimo ter očistimo potencialno nevarnih ostankov kemikalij. Pazljivo pri uporabi osvežilcev zraka. Lahko vsebujejo formaldehid, ftalate, stiren in vrsto drugih škodljivih snovi. Za nevtralizacijo vonja uporabimo sodo. Za odišavljanje prostorov pa vanje postavimo sadje, cvetje, začimbe ali izparilnik z naravnimi eteričnimi olji. Ko kupujemo čistila, preverimo sestavine na embalaži. Preverimo tudi, ali ima izdelek certifikat. Tudi pretirana čistoča lahko škodi. Menite, da doma v gospodinjstvu načeloma uporabljamo preveč čistil, smo postali preveč sterilni? Absolutno. Napačna ideja je, ko vam neka Hanna Suralova, za katero že vsi vemo, seveda, da ni nobena zdravnica, ampak je neki lik, ki ga posnamejo, da bi nam prodali več čistila, zagotavlja, da je samo dezinficirano zares čisto. Ta trenutek, ko vi končate z dezinfekcijo prostorov in odprete okno, bo noter še milijon novih patogenov. Dejansko samo ste nanesli veliko strupov, ki vam lahko še dodatno omogoči, da ti patogeni pridejo v telo, ko se usejete na tako školjko ali ko se dotikate takih ploščic in vsega. Ljudje napačno mislijo, da jim je bakterijski svet neprijatelj. Nočejo dojeti, da ni pomembno, kakšne bakterije so v okolju, pomembno je, na kakšna tla bojo padle. Če je naša koža nepoškodovana, če naš zaščitni sloj funkcionira, če naše sluznice niso dovzetne do patogenih bakterij, virusov in ostalega, potem vas ne zanima, kaj je okrog vas, dobesedno na smetišču lahko živite in nič vam ne bo. In obratno, če je naša koža uničena od vse te kemije, če so naše sluznice poškodovane, če smo mi znotraj zakisani, potem ni variante, da mi preprečimo, da bi kakšen od teh patogenov našel poti do našega telesa. Tisto, o čem bi morali skrbeti, je ta notranja čistost na vseh ravneh, ker potem nam za zunajno umazanijo ne bo mar. Industrija pa preusmerja našo pozornost in nas zavaja s tem, da mislimo, da če bomo popucali vse okrog, da bomo imeli toliko več zdravja. Dejansko pa je ravno obratno.